Pozdravljeni! Okrog pogonskih sklopov in njihovih moči se v Formuli 1, posebej danes, vije ogromno bajk in mitov. Namreč viri kar naprej navajajo, kako določen tip pogonskega sklopa je že dosegel 1000 konjskih moči. To se ponavlja ciklično, tako da pravzaprav ne vem, če jih je dosegel pred 2 meseci, kako jih je ta mesec dosegel nazaj, kako se iz ene izpeljanke v drugo kar višajo moči za 10, 20, 30, 40 konjskih moči, čeprav so te zadeve rahlo bolj zapletene od tistega, kar zgleda na prvi pogled. Namreč, razumeti moramo najprej to, za biti uspešen v Formuli 1, imeti dober pogonski sklop seveda ni dovolj. Dober pogonski sklop je eden izmed pogojev, a v tej vsoti vsega, kar se mora imeti, je sigurno dobra šasija, dober pogonski sklop, kar sem omenil, dobri vozniki, brez njih tudi ne gre, in dobra ekipa, ne smemo pozabiti na srečo. A v tej enačbi, v tej vsoti, ta pogonski sklop ne igra bistvene vloge. Namreč, poglejmo samo primer tovarniške ekipe Mercedes, kjer so vodilni že kar nekaj let, tako med konstruktorji kot med vozniki, in na drugi strani primer ekipe Williams. Razlika, bodimo pošteni, je več ali manj v šasiji sami. Voznike ne bom primerjal, kajti ne bi bilo pošteno, a vsekakor z pogonskim sklopom, ki je na papirju enak, vkolikor bi bil ta ključnega pomena, pri Williamsu ne bi bili tako zadaj, kot so. Pogonski sklop igra seveda ključno vlogo, a treba ga je znati uporabiti. Poglejmo samo, kako so dobri letos pri ekipi Red Bull in Honda. Predpostavljam si, da pogonski sklop Honda letos ni najmočnejši med vsemi, ki so na razpolago v Formuli 1. Ima določene prednosti, porabljajo nekaj trikov in so uspešni. Namreč ne moremo reči, da je pogonski sklop Honda najmočnejši, kajti pri ekipi Red Bull so dosegli samo en pole position in to na progi, kjer pogonski sklop ne pride toliko do izraza. Govorim o veliki nagradi Madžarske v Hungaroringu. Po drugi strani uporabljajo rahel trik, kar ni nič narobe, da se razumemo, namreč. Hitro menjujejo komponente pogonskega sklopa, nekako enkrat hitreje od tistih glavnih v konkurenci. Njihova zanesljivost tako ni pod vprašajem, kajti te elementi zdržijo enkrat manj kilometrov od konkurence, a lahko so mirno spijo in grejo dirke na polno. To je prineslo rezultate, to je prineslo zmage, tudi na progah, kjer pogonski sklop ni tisti glavni element. Nič narobe. Riskirali so, pridobili, zmagali, enkratno sezono je za njimi, a zavedajmo se, da niso v borbi ne za konstruktorski, ne za vozniški naslov svetovnega prvaka. Seveda prej ali slej do konca sezone bojo kaznovani, vgradili bojo preveč elementov, a kaj je ena dirka kazni, medtem ko si dosegel že zmage. Po drugi strani vidimo tudi dosti člankov, dosti prispevkov o tem, kako določeni tipi goriv in maziv prinesejo določenim ekipam fantastične dodatne moči. Sam se sprašujem, od kje. Namreč, tako goriva kot maziva imajo točno določene vsebine in analize, katere morajo prestati. Od števila oktanov do tudi drugih lastnosti se zmeraj morajo vzorci dajati na FIO, da jih pregleda, da jih registrira, tudi kontrole glede tega so striktne. Kar naenkrat dobiti z novim gorivom 40 konjskih moči je nekaj ogromnega. Namreč tu je spet en trik, ki ga uporabljajo razni mediji, razni novinarji, kajti ne povejo, v kolikem časovnem obdobju so pridobili to moč pri določenem proizvajalcu goriv. Ponavadi gre za desetletja ali pa tudi več. Ampak, vkolikor bi napisali, da v zadnjih 10 letih so z določenim gorivom dobili 40 konjskih moči, pač novica verjetno ne bi bila več tako zanimiva. Zavedati se moramo tudi nekaj. Kaj pomeni, če ima pogonski sklop v novi izpeljanki 10 konjskih moči več? Konec koncev bore malo. 10, 20 ali 30 konjskih moči več. Na vsoti 1000, kar pravijo oni, da je, pomeni odstotek, 2 ali 3. Nekam malo in po mojem osebnem mnenju
To ne popravi slabega bolida, da bo kar naenkrat postal konkurenčen. Pri teh novicah okrog pogonskih sklopov moramo biti zato pazljivi. Namreč pravilnik je tak, da veleva, da so ti varčni, da porabijo malo goriva, da pridobivajo tisto energijo nazaj noter, hibridni pogoni, da so zanesljivi, da zdržijo toliko število dirk, njihova končna moč pa ni bistvena. Torej, že sam naslov tega ni pravi, kajti pogonski sklop lahko z novo različico je boljši pri pridobivanju moči na nizkih obratih, ima več navora, kar je bistvenega pomena in kar se zelo malokrat omenja. Tista končna moč pa ni bistveno pri njemu. Torej, bodimo pozorni, vzamimo take novice z zrnom soli, v glavnem pogonski sklop je seveda pomemben, je seveda ključni element, ni pa sigurno glavni. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.